Vrt na robu Ljubljane je nenavaden v marsičem. Na prvi pogled je videti, kot da je na njem več kamnov kot rastlin. Pa vendar je to do zadnje podrobnosti premišljeno okolje. Vsak kamen in vsaka rastlina je na točno določenem mestu, kajti ta vrt je pravzaprav likovna kompozicija. Vaš oče, znani slovenski umetnik, likovnik, upokojeni profesor Gustav Gnamuš, je zasnoval ta vrt, veliko je tudi sam naredil, vendar vi ste bili ves čas zraven v postopku med nastajanjem tega vrta. Je tako? Je tako, res je. Ves čas v bistvu sva z Robertom spremljala, kaj je oče počel. Takoj, ko smo postavili tole hišo, smo vedeli, da želimo imeti tukaj en pas zelenja, da mora biti tukaj tudi vrt. Problem je bil pa v tem, da je dejansko parcela strašno nehvaležna. Gre pravzaprav za to, kar je ostalo ob tej hiši, je dejansko samo obroba hiše. Se pravi, dva trakova, dva pasova, ki obdajata ta prostor. In na eni točki je oče prišel do zelo zanimive rešitve in to je sicer oblikovanje tega trikotnika, znotraj tega traku. Oče je pristopil k snovanju tega vrta čisto slikarske perspektive. Res je bilo narejeno izjemno veliko število študij, nekih skic, ki jih je ves čas preverjal. In kar se mi zdi najbolj mogoče fascinantno je to, ko smo potem to postavili v eno fizično obliko, je to neverjetno zaživelo. Ta tip vrta funkcionira kot eno harmoniziranje med različnimi elementi. In vsi elementi so enako pomembni. Najpomembnejša stvar pri tem vrtu je v razmerjih med posameznimi elementi. Tako da recimo tudi pri izbiri kamnov, ko smo hodili vse posod naokrog, smo videli en kamen, ki ti je lahko blazno všeč. Ampak če ne stopi v dialog z drugim, avtomatično odpade. Oče je bil zelo pozoren do tega, da vsak letni čas da eno novo atrakcijo temu vrtu, tudi za rastlinjem. Spomladi imamo azalejo, rododendrum, češnje, ne smem pozabiti japonske, ki naredi en tak krasen šopek, pa potem se počasi prižge hortenzija, magnolija v tistem kotu, potem konec julija, avgusta hibiskus, bambus je ves čas navzoč kot zavesa, prav tako lovorikov, ena zelena zavesa, ki tudi po zimi daje eno živost rastlinsko temu vrtu skupaj z iglavci in pa seveda javor. Javor je pa tudi zdaj, še posebej konec oktobra, žareč in ustvarja en tak zelo močen vizualni kontrast. Parkirni prostor pred hišo nas opomni, da družini likovno domišljeno okolje veliko pomeni. Najprej opazimo lično leseno lopo in opaž ob vhodnih vratih, vse obrobljeno z rastlinjem. Potem pa se skoraj spotaknemo ob... Zgodba te želve je taka. Najprej smo imeli tlakovce, kar je delovalo zelo dolgočasno. In z Robertom sva razmišljala, da mogoče bi bilo fino tisti del malo dinamizirati. Potem je oče dobil idejo, da bi naredili neko kamnito želvo in je rekel mojemu sinu Mateju, naj naredi, ker je bil takrat še otrok, naj naredi eno shemo risbico želve. Ta risbica je bila potem izhodišče za to kamnito konstrukcijo. Obiskovalec postane radoveden, od kod izvira ta obilica najrazličnejših kamnov. Prišli so pa z zelo različnih delov te dežele. Nekaj jih je s kamnolomov, nekaj smo jih našli na različnih lokacijah, res pa jih je ogromno, če jih preštejemo. Tista velik, mi za domačo rabo mu rečemo krkit, je bil pripeljan s hiapom. Za javorjem se skriva en precej velik trikotni kamen, ki smo ga mogli tudi v bistvu s pomočjo pripeljati. In vedno je oče, se spomnim, za vsak kamen preverjal lego, pa mu ni ustrezala, pa smo menjali, pa nosili, tako da ja, fizično naporno je bilo. Na hiši sta urejeni dve terasi, večja in manjša. Večja je prav poseben prostor, kot bi se vrt nadaljeval na njej. Na tej terasi smo zasnovali en tak majčken, tak semi-atrijski del, s katerega imaš potem pogled na vrt. Je pa urejen zelo enostavno, preprosto, dva stola. Potem imamo pa še en zelo velik kamen, ki lahko funkcionira
pravzaprav kot klop ali pa kot skulptura. Zelo mi je pa všeč, da vrt živi tudi skozi interjer. Oziroma notranji prostor se nadaljuje v zunanji prostor in se mi zdi, da ga živimo tudi, če nismo fizično zunaj.